Na Gospodarski zbornici si predvsem prizadevamo, da so razpisi, ki se pripravljajo in so objavljeni, čim bolj prilagojeni uporabnikom. Pomeni, da v nekem stalnem kontaktu, predvsem z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, pa tudi ostalimi, poskušamo najprej zajeti tiste vsebine, ki jih podjetja res potrebujejo, predvsem pri svojem nadaljnjem razvoju, projektih, inovativnosti, potem pa, da so ti razpisi, kolikor se le da, seveda v kontekstu tudi evropskih pravil in slovenske zakonodaje, čim bolj prijazni uporabnikom, da tako rečem. Torej, da je čim manj birokratskih zaprek, čim manj administracije. Normalno je, da vse to obstaja, potrebno je poročanje, potrebno je seveda spremljanje dosežkov, ampak vendarle ti razpisi morajo biti nekako pisani, da tako rečem, za uporabnika. To je ena stvar, druga je na zbornici seveda poskušamo našim članom čim bolj približati te vsebine, pa tudi samo tehniko, da tako rečem, prijavljanja, razložiti, kaj so osnovne zahteve razpisov, ker včasih morda podjetja preveč pričakujejo. Povedano drugače, vsak razpis tudi za nepovratne vire pomeni kar nekaj angažmaja, kar nekaj dela. Prej sem že omenil poročanje, še 5 let običajno je potrebno spremljati, poročati. Ogromno priprav in dela je potrebnega tudi ob sami prijavi. Torej, jaz vse skozi govorim, da je zelo pomembno, da podjetja ne spreminjajo svoje, recimo, poslovne strategije, ker so nekje opazile nek razpis, ki bi morda bil primeren. Ne. Če je razpis, bom rekel, res v duhu in v luči njihovih prizadevanj, njihovih strategij, potem je prav, da se ga uporabi. Sicer je lahko to tudi težava. In ne nazadnje, kar počnemo na Gospodarski zbornici, je, da podjetjem dejansko pomagamo pri samih postopkih prijave, pri izpolnjevanju določenih obrazcev, pri pisanju določenih strateških, predvsem razmislekov, ki so pomembni in potrebni za prijavo na razpis. Skratka, poskušamo, če drugače ne, vsaj z informacijo, kdo, katero izmed podjetij v Sloveniji lahko to stori za njih, kajti danes so razpisi resnično tako kompleksni, toliko zahtevajo nekih ciljnih rezultatov, da v podjetjih, še posebej majhnih, srednje velikih, nimajo kadra ljudi, ki bi se s tem 100% ukvarjali. In to je seveda naloga, ki jo prevzamemo nase.